Spoštovani, mirno in dostojanstveno, vendar odločno in nepokosljivo. Tako bomo jutri pospremili predsednika največje opozicijske stranke na prestajanje krivične in nepoštene kazni v zapor. Slovenija je ujetnica krivične sodbe. Zato smo danes tukaj. V civilni družbi smo ocenili, da je čas, da ustanovimo inicijativo za ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin odbora 2014. Odbor, ki je namenjen temu, da naslovimo vprašanja, zakaj je v Sloveniji odprto vprašanje pravne države in vladavine prava. S tem dejanjem, dokoliko v petek do njega prišlo, bo Slovenija postala prepoznavna kot navidezna demokracija, kot država, kjer se vodijo opozicije v času volilne kampanje 3 tedne pred volitvami pošiljajo v zapor. Predsednik največje opozicijske stranke bo jutri ob 16. uri z vozilom v kraju Šempeter na avtocesti skupaj s somišljeniki odpotoval, se odpeljal proti Dobu na Mirni. Ob 17. uri bomo na domu tisti, ki mislimo, da prihaja do krivice, njega tudi pospremili na, kot sem povedal, prestajanje krivične in nepravične kazni. Vse, kar bomo počeli mirno in dostojanstveno, vendar odločno in nepokosljivo. Vse, ki želijo sodelovati, zato pozivam, da to tako počno in da imajo s seboj slovenske zastave. Bodi si v koloni vozil, bodi si na kraju samem. Zato jutri vabljeni na to. Sedaj bi pa pozval kolege, da povedo tudi sami, kaj si mislijo o tem, v kakšni državi živimo, ko pošiljamo vodje opozicijske stranke v čas volilne kampanje na prestajanje zaporne kazni. Profesor Jerovšek. Samo še nekaj. Ja, hvala. Torej, jaz sem danes... Torej, jaz sem danes tu, da bi se pred slovensko javnostjo, glede na to, da ste prišli v takem številu, vprašal, ali so v Sloveniji zagotovljene ustavne pravice reži poštenega sojenja, do obrambe, do izrabe pravnih sredstev, do vseh pravic, ki jih zagotavlja civilizirana Evropa ali normalne države, kajti jaz smatram, da to, kar se dogaja pri nas, ni normalna država in da se ustavne pravice ne izvajajo, kot bi se morali. Da to utemeljimo. V zadevi Patria se je obsojeni pritožil na ustavno sodišče in mi imamo zakon o ustavnem sodišču, ki pravi, kdaj se lahko sprejme ustavna pritožba po izčrpanju pravnih sredstev, potem pa imamo zakon tudi izjemo. In zakaj so izjeme? Ravno zato, da bi v primerih, ko jih je treba uporabiti, tudi bile izvedene. Namreč rečeno je, kot pač zdaj že vsi vemo, da lahko ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme, če seveda izjemoma, če gre za očitno kršitev ustavnih pravic in svoboščin, in drugič, če bi z izvršitvijo sodbe nastale nepopravljive posledice. In kaj se je v tem primeru zgodilo? Jaz bi si bom dovolil reči, da sem ta sklep ustavnega sodišča bral tudi kot bivši ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče je sprejelo ustavne pritožbe po tem drugem odstavku 51. člena zavrglo zgolj s formalnimi razlogi, ne da bi podalo kakršenkoli utemeljen razlog, da je ne sprejme, ob tako hudih očitkih, ki so v tej pritožbi bili in ki se vlečejo v pritožbi že na višje sodišče do sebe. Poglejte, kaj ustavno sodišče pripoveduje. Da je ustavna pritožba pred izčrpanjem zelo redko sprejeta, oziroma da jo je zelo redko sprejelo. Potem, da je ni sprejelo že več let, celo mislim, da navaja številko 9 let. Da primeri, ki jih tam navaja, niso identični, če niso, zakaj jih sploh navaja. Potem, da tudi standardov, tudi indične sodbe še nimamo, ker da naj te standarde postavi Vrhovno sodišče v presoji zahteve za varstvo zakonitosti. Potem pa pride pravzaprav v lastno kontradikcijo, ko torej poziva na te standarde in pravi, da gre za tako rekoč ustavno-pravne standarde, kliče pa na pomoč Vrhovno sodišče, ne da bi svojo vlogo v tej fazi opravljalo. No, drugo, ustavno sodišče ne vidi izjemnosti primera. Ne vidi izjemnosti primerov, ko je obsojen prvak najmočnejše opozicijske stranke in ko teče volilni proces. In ko sodniki, ki ločena mnenja pišejo, opozarjajo na vprašanje regularnosti, legitimnosti in tudi legalnosti teh volitev. Če se bo to zgodilo. Da bo nekdo, ki bi moral zdaj nastopati v volilni kampanji, sedel v zaporno dobo. Drugo, jaz mislim, da je ta primer tako izjemen, da ga morda ne bo 100 let. In kliče po tem, da bi ustavno sodišče sprejelo ustavno pritožbo. Zdaj, če nadaljujem, ustavno sodišče ne vidi očitne kršitve ustavnih pravic in svoboščin. Čeprav pritožniki že na višje sodišče in v ustavni pritožbi navajajo celo vrsto grobih kršitev, torej kršitev, kar se tiče poštenega oziroma nepoštenega sojenja, potem pravice do obrambe, potem včeraj slišimo celo o tem, da gre za selektivno zbiranje ali izločanje dokazov v dokaznem postopku. Pomislite si, če ta trditev drži, jaz se ne morem preveriti. V tem primeru gre za eklatantno nepošteno sojenje, za eklatantno kršitev ustave. Zdaj pa, da ne bi samo sam gledal na ta proces tako, seveda moramo mi konfrontirati mnenja sodnikov pri sojenju. V vsakem senatu se mnenja konfrontirajo. Tudi v tistem tročlanskem. Tudi tam lahko glasujejo 2-1, recimo pa je odločitev zavrnjena ali sprejeta. Tu imamo pa 9 sodnikov na ustavnem sodišču, ki so konfrontirali mnenja tako, da so 3 sodniki naredili, bi lahko rekli, analitično analizo tega sojenja in tudi sklepa o zavrženju svojih kolegov v tem postopku. In gledajte, sej zadostuje, da povem samo 2 stavka iz teh ločenih mnenj. 3 sodniki, eden pravi, v primeru, ki ga imamo pred seboj, je kršitev človekove pravice jasna, očitna in flagrantna. Razumete, kakšna kvalifikacija je? Ne, to je nekaj, morda pa se je res zgodilo, se ni zgodilo nikoli naprej. Očitna in flagrantna. In sodnik Jan Zobec nadaljuje, zaporna kazen je bila izrečena v flagrantno nepoštenem postopku, ki bistveno bo zadovoljovalo volitve. To se pravi, da ni mogoče tako z levo roko zamahniti in reči, no vse 6 sodnikov je glasovalo za tak sklep, 3 so bili pa proti. Ta proti, ta ločena mnenja, ki so analizirala to sojenje, bodo seveda predmet vseh nadaljnih presoj, tako po zahtevi za varstvo zakonitosti, kot kasneje pred ustavnim sodiščem, če pride do tega, da bi
recimo Vrhovno sodišče ne bi ugodilo zahtevi. Jaz skoraj ne morem verjeti, da ne bi. Se strinjam popolnoma s Krivicem, ki pravi, ta sodba se ne more obdržati. No in jaz bi šel proti zaključku. Ustavno sodišče je v tem svojem postopku vzelo obdolženemu, obsojenemu in vsem drugim posrednom, ki bodo v kakršnikoli postopkih, eno pomembno pravico do obrambe pred najvišjo inštitucijo zagotavljanja ustavnih pravic, to je pred ustavnim sodiščem. In to je danes žalosten dogodek. Zato zaključim. Za obsojenega bodo nastale, to je zdaj jasno, če pride do tega, nepopravljive posledice. Kajti zaporne kazni ni mogoče nadomeščati z odškodninami. Te so sicer možne in bodo verjetno tudi iztoževane, ampak ni mogoče vzeti časa, ki ga bi to tam ljudili. Ni mogoče vzeti očetovstva majhnim otrokom, pa tudi ne ženi. V tako flagrantno, kot pravijo sodniki, ki so oče namenili napisali, kršenem postopku sojenja. Flagrantno nepoštenem sojenju. Zato je moj poziv kot pravnika, pa tudi kot profesorja prava, Vrhovnemu sodišču, zavedajte se pomena te zadeve in odgovornosti in razsodite po pravu in po ustavi, kot vam to tudi veleva. Hvala lepa. Hvala, profesor Jerovšek. Pravni del pogleda na zadevo Patrija nam bo predstavil tudi dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za državne in evropske študije. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, da ste prišli. Uvodoma naj poudarim, da se sam v celoti popolnoma strinjam s kritiko sklepa o zavrženju ustavne pritožbe, ki ga je izdalo Ustavno sodišče za večino 6-3. Popolnoma se strinjam s kritiko, ki jo predstavil profesor Jerovšek in ki so jo predstavili drugi ustavni pravniki, ki so se oglasili v tej zadevi. Vendarle pa mi kanon interpretacije nalaga, da poskušam ta sklep Ustavnega sodišča vendarle razlagati v kar najboljši luči, v kar najboljši bona fide meri. In kaj vidimo? Zakaj večina na Ustavnem sodišču ni odločila, ni vzela te ustavne pritožbe v sprejem, zakaj ni v njej odločila po vsebini? Ustavno sodišče pravi na več mestih in se trudi to razložiti tako, ker pravi, da zaupa Vrhovnemu sodišču. Pravi, da v pravni državi si morajo institucije pravne države medsebojno zaupati in si ne smejo prevzemati nalog drugi na podlagi vnaprejšnjega nezaupanja. Tako, kot izrecno zdaj citira Ustavno sodišče pravi, tako mora tudi Ustavno sodišče zaupati, da bo Vrhovno sodišče v primerih, ko je njegova pristojnost za odločanje o izrednem pravnem sredstvu določena z zakonom, da bo Vrhovno sodišče odgovorno opravilo svoje ustavne obveznosti in med njimi na prvem mestu zagotovilo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče, kar je nenavadno, večina na Ustavnem sodišču, kar je nenavadno, tudi v bistvu Vrhovnemu sodišču natančno določi, kater člen zakona o kazenskem postopku je uporaben v tej zadevi in da ta člen zakona o kazenskem postopku Vrhovnemu sodišču tudi omogoča zadržanje izvajanja pravnomočne sodbe in s tem odložitev nastopa zaporne kazni. Ustavno sodišče, ko tako piše, pravi, da je prepričano, da bo lahko pritožnik s to zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču učinkovito uveljavljal vse kršitve človekovih pravic, ki bi jih sicer lahko uveljavljal z ustavno pritožbo. In pravi, če ne bi bilo tako, če ne bi mi zaupali Vrhovnemu sodišču, bi mi zoper to pravnomočno obsodilno sodbo ustavno pritožbo tudi dopustili. In zdaj se vprašajmo, kaj če temu ne bo tako?
Kaj, če Vrhovno sodišče do jutri ne bo začelo odločati o zahtevi za varstvo zakonitosti, kljub izrecni ugotovitvi večinskega sklepa, do katerega sem sicer kritičen, kjer večina pravi, da ustavna pritožba, to citiram, da ustavna pritožba vsebuje resne očitke kršitev človekovih pravic pritožnika. Povejte mi, kako bo pritožnikova zahteva za varstvo zakonitosti učinkovito pravno sredstvo, če bo ta pristal v zaporu, de facto izločen tudi iz volilnega boja? Kaj bo ostalo od zaupanja Ustavnega sodišča v Vrhovno sodišče? Kaj bo ostalo od sklepa o zavrženju ustavne pritožbe, ki ga zdaj skušam interpretirati v najboljši luči? In kaj bo nenazadnje ostalo od zaupanja ljudi v tej državi v pravno in demokratično državo? Spoštovani in spoštovane, nič ne bo ostalo od ničesar prej omenjenega. Zato mi ne samo pravna stroka, ampak vest nalaga, da ponovim tisto, kar, kot rečeno, izhaja iz sklepa Ustavnega sodišča, kar izhaja iz javnih nastopov najbolj uglednih slovenskih ustavnih pravnikov in citiram magistra Krivica, ki je dejal naslednje. Ker gre pri tej zadevi tudi za pravice volivcev, tudi Janši nasprotujočih, ne le njegovih podpornikov, da niso zavedeni, bi Vrhovno sodišče pred svojim vsebinskim odločanjem, torej takoj, nujno, moralo zadržati izvršitev sporne sodbe. Sam sem trdno prepričan na osnovi ločenih mnenj, ki so bila dana k temu sklepu Ustavnega sodišča. Tudi nenazadnje na osnovi večinskega mnenja Ustavnega sodišča. Še bolj pa na osnovi najbolj uglednih ustavno-pravnih strokovnjakov v Sloveniji, da je bilo z pravnega vidika o tej zadevi povedano vse. Jaz mislim, da je krog nevzdržnosti, ki so se zgodilo v tej zadevi, ta krog se je na pravni način sklenil in tega primera ni več mogoče pravno obraniti ali celo peljati naprej. Še več, kot je najbolj lucidno ugotovil bivši ustavni sodnik Testen in na njega se sklicuje že prej omenjeni magister Krivic, ta proces vsebuje eno veliko, gromozansko ustavno-pravno luknjo. Ta proces, tega Krivic ni razložil, bom jaz povedal, ta proces krši najbolj ključno civilizacijsko procesno načelo. In to je, ni sodnika brez tožnika. Kaj zdaj to pomeni? Povsem za laično javnost. Ker tožilec v tem procesu ni opisal ključnega znaka kaznivega dejanja sprejema obljube, je bil obtožni predlog ves čas nesklepčen. Kar pomeni, da bi obtožni predlog moral biti zavržen že na samem začetku. To pomeni, da je tožilec pač slabo tožil. Ampak to ni ključni problem. Ključna, fundamentalna protipravnost se je zgodila, ker je sodišče, namesto da bi zavrglo obtožni predlog, na osnovi indica zapolnilo ta obtožni predlog z nekim dejstvom in na osnovi tega dejstva zapakiralo, saniralo tožilčevo napako in samo vodilo proces, ne samo do prvostopenjske obsodbe, ampak celo do pravnomočnosti. Spoštovani in spoštovane, še danes trdim tisto, kar sem trdil na pravni fakulteti leta 2010, kjer nam mladim pravnikom praktično ni bilo dopuščeno nastopiti, ker so k temu pozivali ugledni slovenski pravni strokovnjaki. Takrat sem trdil, da takšni obtožni predlogi, kot ga imamo v zadevi Patria, nikoli ne bi smeli postati del prakse, še najmanj pa pripeljati do pravnomočnih sodb. Pred sabo imamo namreč proces, ki so v pravnem smislu sploh ne bi smel nikoli začeti. Zaradi tako hude napake, o kateri govori tudi magister Krivic, sem prepričan, in zdaj ne samo jaz, Vrhovnemu sodišču ne bo preostalo nič drugega, kot da izreče pravnomočno oprostilno sodbo. In če to drži in upoštevaje, kaj izhaja iz sklepa, večinskega sklepa Ustavnega sodišča, ni nobenega dvoma, da ima Vrhovno sodišče dolžnost, ustavno-pravno dolžnost, da sklep, da pravnomočno sodbo o nastopu
zaporne kazni zadrži, še preden začne o zahtevi za varstvo zakonitosti odločati po vsebini. Če tega ne bo storilo, potem smo v Sloveniji prikršili minimalne, ne samo ustavno-pravne, ampak civilizacijske standarde. In naj sklenem, od vsega začetka se mi v tej zadevi kot mlademu človeku, kot pripadniku mlajše generacije, ni šlo za persono Janeza Janše, tako kot zdaj nastopam, bi nastopal vselej, za kogarkoli bi v tem primeru že šlo. In ta pogum so v Sloveniji zmogli zelo redki ustavno-pravni strokovnjaki. Večina pravnih strokovnjakov je molčala in še vedno molči, pa čeprav bila prva poklicana, da se oglasi, da sploh ne bi nikdar smeli dopustiti, da ta proces prihaja do te farsične točke, na kateri trenutno smo. Hvala lepa. Hvala. Še kratki komentar, dr. Ravška. Jaz bi še samo dodal to, jaz namreč nisem tega sklepa ustavnega sodišča bral tako dobrohotno, kot je bral kolega Krivic, pa tudi naš kolega dr. Albel. Bi ga ravno tako, če bi seveda bilo od dneva odločitve ustavnega sodišča še dovolj časa do nastanka nepopravljivih posledic. Veste, to moramo mi upoštevati. Tu je pravzaprav zmanjkalo časa na nadaljne presoje. Še ustavnemu sodišču ga je zmanjkovalo zaradi tega, ker je to že bilo znotraj volilnega procesa. Drugo, neobičajno je, da ustavno sodišče v formalnem sklepu završeno pripoveduje, kaj mora druga inštitucija, ki se po ustavi imenuje najvišje sodišče v državi, razen za ustavne pravice in svoboščine, ker je pa ustavno sodišče najvišje. Tretje je pa naredilo res en izjemen preskok ustavno sodišče, očitno v zadregi zavračanja stališč sodnikov, ki so dali ločena mnenja, ko je reklo, da bo Vrhovno sodišče moralo postaviti standarde indične sodbe in dobesedno pravi, in dokam lahko indična sodba seže. Kam lahko seže? Zdaj, jaz se sprašujem, ali ima Vrhovno sodišče v tem trenutku drugo možnost, kot samo da izda sklep o zadržanju izvršitve sankcije, vse ostalo pa presoja v duhu svoje lastne dolžnosti in pa seveda tudi teh napotil iz tega sklepa ustavnega sodišča. Ja, in končam še enkrat, jaz bi celo tako rekel, to, kar je zdaj napisano v ločenih mnenjih, mi nismo videli sodnega spisa, zdaj pa preko tega in te analitične obravnave vidimo. Tožilec pravzaprav v roki v času vložitve obtožnega akta ni imel dejanj, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja na podlagi abstraktne pravne norme iz 269. člena. In zanimivo še nadalje, da je pravzaprav to popolnjevalo sodišče v svoji sodbi, kar je eklatantna kršitev 28. člena o zakonitosti v kazenskem postopku. Ustavno sodišče pa v svojem sklepu reklo kaj? Pravi, ker je bil ta očitek v ločenih mnenjih, ja, sodišče je pravzaprav to zapiralo preko indične sodbe. Torej preko indičnega kroga. Zakaj je ono navajalo? Ne dejstva, ampak neke indice, ki naj bi dokazovali obstoj obljube. Ne, tako sojenje se ne more dogajati v Evropi. Hvala, profesor Ravšek. Svoj pogled z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin na zadevo, da bo predstavila tudi doktorica Andreja Poljanec. Izvolite. Zdravljeni. Potrebe po spoštovanju pripadnosti, povezanosti, prepoznavnosti ter varnosti so za človeka temeljne in v vsakem izmed nas živijo od rojstva naprej. Od prvega diha se zanje potegujemo, po njih hrepenimo in težimo k njihovemu zadovoljevanju.
Vse te potrebe so pogoji za vznik sočutja in občutka temeljne varnosti, kar pa je pogoj za zdrav in poln razvoj. Otrok je primoran živeti v svetu odraslih, saj je v nasprotnem primeru ogroženo njegovo preživetje. Zato se seveda prilagodi tudi na razmere, kjer le s težavo dobi potrditev, da so te potrebe naravne, da jih ima pravico izražati in da je prav, ko pričakuje, da se bodo starši oziroma odrasli nam primerno odzvali in mu zagotovili občutek varnosti in vrednosti. Otroci sicer gledajo na svet s svojimi očmi, vendar skozi perspektivo staršev oziroma skrbnikov. Kar zmoremo otrokom ponuditi starši in odrasli, to si lahko vzamejo. Česar ne prepoznamo, česar sami ne vidimo kot potrebo, tega tudi otroku ne moremo ponuditi. Otrok nad sabo ne obupa prav hitro. Vedno, ko se mu zgodi krivica, protestira, se jezi, se upira, zahteva svoje in tako je prav. Nad potrebami, za katere se poteguje za manj, pa počasi obupa, lahko le upamo, da ne zavedamo. Pa smo vendar vsi preživeli, si rečemo. Vendar ni tako enostavno. Otrok, ki vso energijo porablja za ukoreninjenje, težko vzcveti. Otrok, ki ves trud vlaga v dokazovanje, da so njegove potrebe po varnosti in pripadnosti utemeljene, ne izsiljuje, ampak brez tega enostavno ne more polno živeti. Otroci, ki odraščajo v okolju, ki ne zmore poskrbeti za osnovne potrebe, se počutijo ogrožene, nevredne, nemočne in osamljene. V njih se nabirata nezavedni bes, sram in brezmejna žalost. To je svet otrok. Svet, kjer je svet odraslih edina resničnost. Sicer svet, kjer vlada iskrenost, ranljivost, upanje, učna pot za odrasle. Kaj pa odrasli? Ne bistveno drugače, z enakimi potrebami, ki so nepriznane, z enakim besom, osamljenostjo in nemočjo. Z razliko, da si kot odrasli hočemo te potrebe zadovoljiti na silo, ne glede na posledice, ne glede na druge, pogosto brez sočutja, da le preživimo. Bistvena razlika je v tem, da nas to, da se teh občutkov in dejanj kot odrasli ne zavedamo, ne opravičuje več. Smo zreli, smo odrasli, naj bi bili tudi modri in sočutni. Na nas je odgovornost, da razširimo obzorja, da ugledamo drug svet, svet spoštovanja, dostojanstva, zaupanja in povezanosti, da stvari dojamemo globje, da spoznamo resnico, ki je naša, ne ki so nam jo v glavo cepili kot otrokom, da lahko razumemo svoje občutke, čustva in se na nje primerno odzovemo ter iskreno izražamo. Kot odrasli smo tega sposobni. Prepoznati nemoč, stisko, jezo, strah in jih ne izražati in raztresati navzven do drugih ljudi, temveč se jih zavedati, se umiriti in sočutno ter iskreno delovati. Ni nam treba ustrahovati, da dokažemo svojo moč. Ni nam treba sovražiti, da dokažemo, da smo potrebni ljubezni. Ni nam treba poniževati, če hočemo povedati, naj nas spoštujejo. Ni nam treba goljufati, če lahko verjamemo, da nam tudi lepe stvari pripadajo. Ne izmikajmo se. Postanimo narod, ki mu bomo z veseljem pripadali. Poskrbimo, da bodo naši sedaj Slovenci malčki odraščali v vesele, ponosne in iskrene Slovence. Hvala. Besedo sedaj predajem Alešu Gojsu, predsedniku Združenja državnih samosvojitev. Hvala lepa, predlagatelj v mojem imenu. Torej, v
Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve smo ocenili, da je v trenutku, ko pravzaprav na podlagi sodbe v zapor odhajata dva eminentna člana našega združenja, potrebno spregovoriti nekaj besed. Tako Janez Janša kot gospod Tone Krkovič sta ne samo člana predsedstva VSO, ampak so pravzaprav tista dva ključna človeka, ki sta najbolj bistveno prispevala k tomu, da danes živimo v podnarekovaji očitno demokratični Evropi znotraj Evropske skupnosti v zavezništvu, ki kolikor toliko uspešno varuje naše zunanje meje. Torej, gre očitno, ali pa gre več kot očitno za to, da se praksa, ki se je pravzaprav pričela takoj po osamosvojitvi, torej da se tiste ljudi, ki so de facto prispevali k naši samostojnosti v novi državi onemogoči, nadaljuje. Ne dosti po času naše osamosvojitve, v roku 2-3 let smo bili lahko priča tega, da so pravzaprav na najbolj ključna mesta prišli tisti, ki so naše osamosvojitve nasprotovali. Torej gre za ljudi, ki so na podlagi dejstva, ta dejstva lahko preberete v zapisnih, v glasovanjih takratnega državnega zbora oziroma skupščine takratne, glasovali proti naši samostojnosti in čez leto ali dve imenovani v veleposlanike te iste države. Torej, gre samo za to, da so pravzaprav tisti, ki so naše samostojnosti nasprotovali, prevzemali oblast in pravzaprav vseh teh 23 let te državi tako ali drugače vladali, gre očitno za več. Gre očitno za to, da je potrebno našo osamosvojitev ne samo z tega ideološkega piedestala, tudi ad personam popolnoma razvrednotiti. Torej, jaz se težko predstavljam, da bi v neki demokratični državi lahko zaprli človeka, ki ne samo je vodja opozicije, ampak je pravzaprav to državo postavil na noge. Mi seveda ne nasprotujemo temu in kot tehnik, kot inženir seveda ne moram soditi inženirsko sod, nisem pravnik, stvari ne poznam. Lahko pa vendarle rečem, da je ena primerjava več kot očitna. Torej primerjava, da se v istem procesu nekoga, ki je to pogodbo, ki je predmet že ne samo tega, kaj in kako kupujemo, pravzaprav predmet predvolilnih špekulacij že 3. volitve, na sodišču oprosti, torej tistega, ki je pogodbo podpisal, se na sodišču ugotovi, da ni s to pogodbo nič narobe. Vsi doma, o kom govorimo o bivšem obrambnem ministru gospodu Rjavcu, torej on in ostali iz obrambnega ministra so bili na sodišču v zvezi s to pogodbo oproščeni vsega. Nekdo drug pa je na podlagi ta iste pogodbe, za katero je ta isti obrambni minister povedal, da se ni ne vpletal v podpis te pogodbe, da s to pogodbo pravzaprav nič ni imel, da se je pravzaprav nič zanimal za to stvar, pa na podlagi te pogodbe obsojen. Torej, očitno gre za to, kar sem povedal uvodoma, gre za diskreditacijo, ponovno diskreditacijo osamosvojitve. Mi, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, bomo tako, kot je uvodoma povedal dr. Črnčec, jutri gospoda Janša, 4.7. gospoda Krkoviča, spodobno pospremili na dob, torej tako kot smo delali v letih konec 80-ih na Roški, seveda pa se s tem naše aktivnosti ne bodo končali. In še nekaj bi za konec povedal. Več kot očitno je, da je ta sodba, da je ta odločitev ali pa mogoče drugače, glede na to, da se pravzaprav ni točno vedelo, kdaj bodo o sodbah oziroma odločitvi v teh sodbah odločali, da so te volitve in ta sodba, torej oboje skupaj, tempirane tako, da se onemogoča, če ne drugega, aktivna volilna pravica mnogih Slovencev. Mi smo bili z nepoštenimi ali pa bi temu rekel volitvami, ki niso v skladu s standardi OVSE-ja, soočeni že na prvih demokratičnih volitvah. Torej, takrat, če se spomnite v zbor združenega dela, 95% Slovencev
ni moglo glasovati za vse, torej glasovali so samo tisti, ki so bili redno zaposleni in prav zbor družbenega dela je bil tisti, ki je do zadnjega onemogočal našo osamosvojitev. K sreči je bila procedura takrat v skupščini taka, da so se lahko sklepi, zakoni, odločitve sprejemale tudi na skupnih sejah in ukoliko teh skupnih sej ne bi bilo, bi prav zaradi zbora združenega dela, prav zaradi tega, ker volitve v ta zbor niso bile demokratične, to veste, je bila večino bivša partija in pa njihove izpostave, vse skozi to blokirala. In očitno, več očitno, smo tudi na začetku volilne kampanje soočeni s tem, da je potrebno del političnega pola, torej posebej postavil del pola, ki je naredil to državo samostojno, ponovno onemogočiti. Hvala lepa. Hvala. Še kratek komentar, dr. Avlja. Zelo nakratko, profesor, rado govorimo, ampak nekaj bi želel še izpostaviti. Namreč, v nasprotju s tistimi pričakovanji, ki se ustvarjajo v javnosti, češ, da obstajajo neki procesni zadržki, časovni okviri, ki preprečujejo Vrhovnemu sodišču, da do jutri ne bi moglo izdati odločbe o zadržanju izvajanja zaporne kazni. Naj povem, da to absolutno ne drži, da edina procesna prepreka, ki mora biti obstaja, da do tega ne bi prišlo, je Vrhovno sodišče samo. V normalnih demokratičnih državah je dobro znano, da kadar je ogrožena osebna svoboda posameznika, morajo in postopajo vsa sodišča v takšnih zadevah hitro. Zato ponovno z tega mesta javno pozivam Vrhovno sodišče, da odigra svojo vlogo, tako kot jo zahteva ustava, zakonodaja, kot jo zahteva nenazadnje večina ustavnega sodišča v svojem sklepu in kot jo zahteva vsa ustavno-pravna stroka, ki se je doslej oglasila. Hvala. Gospod Aleš Princ, predsednik civilne iniciative za družino in pravice otroka. Izvolite. Hvala lepa, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam. Zdaj, ko sem šel na tole srečanje, sem srečal svojega sošolca, ki je danes profesor na pravni fakulteti. Sem ga vprašal, poslušaj, kaj boste naredili s tem pravom v tej državi? Nič. Vi ga končno začnite spoštovati. Jaz sem pripričan, da smo danes tukaj na tem omizjem vsi zato, ker želimo spoštovati slovensko sodstvo. Jaz sem pripričan, da bo marsikdo jutri šel na dob tudi zato, ker želi spoštovati slovensko sodstvo. Mi s tem, ko opozarjamo na nepravilnosti v slovenskem sodstvu, ne želimo škoditi slovenskemu sodstvu, ampak želimo, da bi sodstvo bilo tisto, kar v vsaki normalni državi mora biti. Zaupanja vredna institucija, ki odloča in ji lahko vsi pri njihovih odločitvah zaupamo. Žal ta primer, pa še mnogi drugi primeri tudi v tej državi, kaže na to, da slovensko sodstvo v tem trenutku tako še ni. Pa ne samo sodstvo, tudi pravosodje v celotnosti. V tem smislu bi želel, da celotna slovenska javnost, vsi, ki podpirajo Janeza Janšo in vsi, ki ga ne podpirajo, vedo, da je naš namen pri vseh naših aktivnostih, tudi če kritično spregovorimo o pravosodju in konkretnih odločitvah pravosodja, zgolj in samo eno. Da bi v tej državi se vsak počutil varnega pred sodišči, ne pa da bi se čutil ogroženega od sodišč. Meni je žal, da sem danes tukaj, ki si ne bi želel nikoli, in če bi me vprašali 10 let nazaj, a misliš, da boš zdaj v demokratični državi sedel na tiskovni konferenci, kjer se bo govorilo o krivični obsodbi voditelja opozicije 3 tedne pred volitvami, preko ne, časi so za nami. Žal se je izkazalo, da ti časi niso za nami in da svoboda izborjena
ni nikoli izborjena zavedno, ampak da je treba vsak dan na novo se za njo boriti, jo dokazovati in jo tudi potrjevati z dejanjem. Tudi ta naša dejanja, ki jih izvajamo v zadnjem tednu, jih bomo izvajali jutri in jih bomo izvajali do izpustitve Janeza Janše. So dejanja v smeri zagotavljanja svobode vseh te države. Tako tisti, ki Janeza Janše podpirajo, kot tisti, ki ne podpirajo. In bi želel, da to vsi vedo. Ne ta naša prizadevanja ne izpadejo zgolj in samo kot to, da hočemo pač enega zapornika spraviti iz aresta. Mi želimo s temi dejanji doseči to, da noben zapornik več ne bo po krivici zaprt. Zato gre. In to mislim, da je interes prav vsakega v tej državi. Novinari ste me v zadnjih dneh precej spraševali, kako je z podporo odprtemu pismu Urški Bačovnik. Ne povem, da v tem trenutku število internetnih podpisov gre proti 3000. Ljudje so pa samoiniciativno začeli zbirati podpise v fizični obliki, kljub temu, da mi tega nismo predvideli in po mojih ocenah je teh podpisov še nekako 2 do 3 tisoč, tako da je celotna številka tam med 5 in 6 tisoč podpisov, ki so bili že doslej oddani v podporo Urški Bačovnik Janša, otrokom in družini. Meni se to zdi izjemen podatek, glede na to, da pravi razlog za to odprto pismo sploh še ni nastopil. V odprtem pismu govorimo o tem, kot da je Janez Janša že v zaporu. In nekateri ljudje so se na nas že obrnili, pa so rekli, ne bomo podpisali, dokler res ne bo v zaporu. Mi verjamemo, da se to ne bo zgodilo. In jaz mislim, da tudi velika večina slovenske javnosti še danes verjame, da se to ne bo zgodilo. Tako da jaz največji zalet in zagon podpisovanja pisma podpore Urški Bačovnik Janša pričakujem potem, ko upajmo, da se ne bo, ampak vendarle, če se bo to zgodilo v naslednjih dneh po tem, ko bo Janez Janša v resnici začel prestajati zaporno kazen. Jaz bi želel še nekaj tehničnih podrobnosti ljudem, ki se imajo jutri namen udeležiti odhoda Janeza Janše v zapor. Po naših informacijah je direktor Zavoda za prestajanje kazni nekoliko zaostril naslednji dan v smislu, da želi zapreti zaprto območje, v smislu, da se notri ne bo dalo hoditi za avto. To pomeni, da bo od parkirišč pa do prostora, kjer bo Janez Janša potem odšel na prestajanje kazni, potrebno hoditi tam med 20 minut in pol ure. In če rečemo, da se računa, da bo Janez Janša prišel na ta kraj okrog 5. ure, to pomeni, da ne si ljudje vzamejo še to rezervo za peš priti na sam kraj. Se pravi, predlagam, da so vsi vsaj okoli 5 že na kraju, seveda tisti, ki se ne bodo odločili, da bodo po cesti, v avtomobilu, v koloni vozili skupaj z Janezom Janšo na dol. Se pravi, tisti, ki imate namen priti prej, pridite vsaj od pol 5, ker vas čaka še tam okrog 20 minut hoje, ki verjamem, da jo boste z veseljem prehodili. Tisti, ki boste pa potem prišli seveda z avtomobilom, boste pa to potem pač imeli še pred seboj. Jaz bi si želel, da bi optimizem, ki veje predvsem iz profesor Avblja, v smislu, da obstaja velika možnost, da Vrhovno sodišče to prestajanje kazni odloži, da se bo to res zgodilo. Jaz žal moram reči, da glede na izjave vodstva slovenskega Vrhovnega sodišča in tudi glede na žalost na izjavo mojega spoštovanega sošolca, profesora na pravni fakulteti, ki želi, da spoštujemo tako sodstvo, kot je, ne pa tako, kot bi moralo biti, da se to ne bo zgodilo. Zato res svetujem vsem, ki bi želeli Janeza Janšo pospremiti, da se pripravijo, rezervirajo čas in odpravijo na pot in verjamem, da bomo lahko vsi zelo veseli, če potem tega ne bo treba narediti. Hvala lepa. Hvala. Vsi dodajem dr. Vasko Simonitijo, izvolite. Lepo pozdravljeni. Torej, kolegica
Poljančeva je pred mano govorila o otrocih in odraslih. Mislim, da je zelo pomembno stvar govorila, kako se oblikuje miselni svet človeka do stopnje, da ni pripravljen pravzaprav nikomu škodovati. Danes situacija je grozljiva in ljudje so pripravljeni škodovati iz političnih interesov in ne vem kakšnih še, tako da ljudje obsojajo pravzaprav ne glede na to, da jim ni bilo dokazano ničesar. In glede na to bi rad povedal, kakšna je situacija pravzaprav, oziroma kaj je pripeljalo do tega, da je stanje tako, kot je in kot ga bom želel poimenovati. Torej, glede delovanja pravosodja, ki je med najslabšimi v Evropi, glede na delovanje in javno nastopanje tožilk in tožilcev, sodnic in sodnikov na vsej vertikali različnih sodnih instanc, glede na delovanje paradržavne institucije Komisije za boj proti korupcijo in njenih predstojnikov, glede na sprenevedavo delovanje sodnega sveta, glede na številne nedvoumne manifestacije, ki proslavljajo nekdanji državni sistem, ki ob njegovem propadu v letih 1991 do 1995 zahteval v bivši državi 150 tisoč mrtvih in skoraj 2 milijona beguncev, glede na brezsramne in samohvalisavo knjigo nekdanjega udbovskega oficirja, ki je v svoji dolgotrajni karieri v politični policiji uničil in prizadel ogromno število ljudi, glede popolnega ideološkega poenotenja osrednjih medijev, ki nastopajo zgolj še kot trobila tajne in javne oblastno-sodne policijske nomenklature, glede večinskega molka velikega števila, torej intelektualcev in določenih institucij, ki so se nekoč izrekale jasno in pogumno, torej izrekale svoj ne demokraciji in pravosodnemu nasilju, danes pa se z obnovo teh nedemokratičnih tokov in pravosodne prakse strinjajo ali saj mučijo. Glede na posmehljivo demonstracijo nekdanjega predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije pred Ustavnim sodiščem na dan, ko je Ustavno sodišče odločalo o usodi Janeza Janše. In s tem je seveda sporočal tudi zelo jasno na simbolni ravni, kdo je gospodar. Glede na včerajšnjo izjavo profesorja pravne fakultete na radiju, ob kateri se je privoštljivo hihital, češ da je za ljudi pravna država, če je sodba ugodna, če pa ni ugodna, pa je pravne države ni. Kot da ne bi šlo za politični proces in da ne bi vedeli, da gre za politični proces, zlorabo prava in povsem nepošteno sojenje, kar danes že ve pravzaprav vsak povprečen razmišljajoč človek. In glede na odločitev Ustavnega sodišča, da ne razpravlja vsebini pritožbe, torej Janeza Janše, ampak se je skrilo Ustavno sodišče za proceduralni nekakšen hokus-pokus, ki je pravzaprav potegavščina in zloraba prava z daljnosežnimi posledicami, lahko ugotovim, da gre za konec pravne države in da gre pri sistematičnem grajenju ideološkega bloka proti Janezu Janši ne samo za preprečitev, da bi ljudje brezskrbno in svobodno izrazili svojo voljo na bližajočih se volitvah, ki bodo seveda s tem nepoštene in dejansko tudi nesvobodne, vsaj delno. Ampak gre za to, da je odločitev Ustavnega sodišča uradno, sedaj brez vsakršne maske, napovedalo začetek državljanske vojne. Če je bil proglašen konec državljanske vojne leta 1990, ki je trajala 50 let, se sedaj po skoraj 25 letih ponovno vrača. Državljanska vojna je povzročila ogromno gorja in tako kot prej ga povzroča prav zdaj, v tem trenutku, in ogromno gorja bo tudi povzročeno.
nikomor ni več zagotovljena niti elementarna varnost. Po tej sodbi, ki smo jih priča, pravosodje ni garant za pravno varnost. Pri tem ima pravosodje, torej na vsej instančni vertikali, odločujočo vlogo. Pravosodje in njegovi gospodari uporabljajo surova in zastrašujoča sredstva, s katerim vodijo državljansko vojno. Tak nihilističen odnos do prava, kot ga izkazujejo sodišča, bo namreč pripeljal do pogubnih posledic na vseh ravneh v naši državi. Hvala lepa. Dovolite, da še enkrat ponovim. Mirno in dostojanstveno, vendar odločno in nepopustljivo. Tako bomo jutri pospremili. Ob 16. uri ste vabljeni na izvoz Šempeter, na pot po avtocesti, ter ob 17. uri pred zaporno dobo. Zastavljam pa se še eno vprašanje, zakaj je bil izbran dom? Zakaj so pravosodni organi izbrali zapor, kjer zaporne kazni predstajajo najtežji kriminalci? In to je tudi javno vprašanje pristojnim na Ministrstvu za pravosodje. Spoštovani, tako ne gre več naprej. To ni evropska Slovenija, to ni demokratična Slovenija in to ni Slovenija, ki temelji na vladavini prava. Bilo je dovolj. Želi še to vprašanje? Mogoče je zanimiva ta informacija, ni preverjena. Lica me je kolega danes in mi je povedal, da imamo v Sloveniji prejudica ali pa primer, ko je sodnik prve stopnje, kamor se lahko vloži najprej zahteva za varstvo zakonitosti, ne da bi razmišljal ob samem dejstvu, da je vložena tam primer, zadržal izvršitev in zahteval poslal Vrhovnemu sodišču. Sem prosil, če se da dobiti ta sklep, da bi človek imel roki tudi dokaz. Tukaj odgovarjam samo na to, kar je danes bilo rečeno, da Vrhovno sodišče lahko jutri še mirne duše preko poročevalca, sliši se, da je bil danes določen, ali drži ali ne, morda imate več informacij, izda tak sklep. Ob očitkih, ki letijo na to sodbo. Potem bomo presojali o zakonitosti. Hvala, kakšno vprašanje? Hvala, Slovenija. Zdaj, če govorimo po jutrišnjem temu, torej, če prav razumem, ta iniciativa za divorc, da obstaja, gospod Simonit je govoril precej ostro v začetku, da to pomeni državljansko vojno, kaj pravzaprav bodo nadaljni koraki po jutrišnjem vašem spremstvu. In pa, gospod Dober, lahko mogoče še samo kar se tiče tega, kar se je res zadnje pojavilo, te očitne temeljne napake, ki naj bi vlašli v tem predlogu. Zdaj, lahko malo razložiti, če gre torej za tako temeljno napako, kot smo govorili od tega tedna naprej, če gre za tako temeljno napako, kaj šlo pravzaprav narobe, torej to pomeni, da če tožilstvo naredilo napako, napravno tega in poslala 203 pravzaprav, in kako naj to razumemo kot ne pritisk na Vrhovno sodišče, ki pač seveda odločil najprej in najbolj seveda v postopku. Torej, ta iniciativa bo delovala v skladu z slovensko ustavo, z vsemi demokratičnimi standardi in ponavljam še enkrat, mirno in dostojanstveno, pa vendar odločno in nepopustljivo. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Naj uvodoma rečem, da domnevam, da gospod Simoniti, ko je govoril o državljanski vojni, ni imel državljanske vojne v mislih v dobesednem smislu, ampak tisti državljanski vojni, kot pravi Hobbes, vojna vseh proti vsem, velum omnium contra omnes, ko v bistvu osnovni standardi družbene pogodbe, ustavne pogodbe razpadejo in ko ni več nobene pravne varnosti.
Tako da jaz si želim, in s tem se verjetno gospod Simoniti strinjal, da ne bo glavna novica iz te tiskovne konference, da se napoveduje državljanska vojna, ker to bi bila čista neumnost. Kar se pa tiče vašega drugega vprašanja v zvezi s to hudo luknjo oziroma hudo napako, ki se je odkrila po Krivičevih besedah zdaj v čisto zadnji fazi, to ne drži čisto povsem. Ta huda luknja je bila prepoznana v javnosti zato, ker so na njo opozorile določene upoštevne osebe. Med njimi magister Krivic in med njimi nekdanji ustavni sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča Testen. Na to hudo luknjo je obramba opozarjala od samega začetka. In če berete ločeno mnenje Jana Zobca, boste videli, da ste se obe sodišči zavedali tega problema. Ta huda luknja je namreč v tistem delu, kjer je obtožni predlog očital storitev kaznivega dejanja na neugotovljen komunikacijski način. In višje sodišče, ko se je soočilo s tem problemom, ko v bistvu opis sprejema nagrade ni bil v obtožnem predlogu, in je pisalo v sodbi verbatim, dobesedno, da je bilo nekaj storjeno na neugotovljen komunikacijski način, se je iz tega hotelo izviti in se je izvilo kako? Tako da je reklo, da tega dejanja niti ni treba dejansko opisati, ker je že dovolj določno opisan v abstraktnem zakonskem stanju. Se pravi, višje sodišče je reklo, nekdo je sprejel obljubo, ker v 269. členu Kazenskega zakonika piše, da je sprejem obljube. In tukaj imamo mi eklatantno kršitev, ker je nekdo obtožen, da je na abstrakten način izpolnil zahteve abstraktne definicije kaznivega dejanja. Subsumirali smo abstraktno pod abstraktno, kar boste priznali, je po logiki stvari, po naravi stvari popolnoma nesmiselno. In to je ta huda luknja. In ta huda luknja je opisana tudi v ustavni pritožbi. Ustavno sodišče jo povzame, vendar se do nje ne opredeli, ker ta vroči kostan potisne nazaj na Vrhovno sodišče. Hvala, še eno vprašanje. Če bi to dodal, vendarle. Torej, glede državljanske vojne. Leta 1990 je bilo rečeno v slovenski skupščini, takrat še se mi zdi, da je še postal parlament, da je konec državljanske vojne. Takrat se je šele potem začela prava vojna, tista nasilna. Državljanska vojna je bila prej 45 let bila. Torej, koliko ni bilo pravne države in ni bilo pravne varnosti. In država je bila popolnoma razpuščena, tako gospodarsko, politično, socialno, tako postaja ta država tudi danes. Popolnoma razpuščena. Govorimo, že več let govorimo, da pravne države ni. To bojo pravniki znajo še bolj povedati in utemeljiti. Torej, če ni pravne države, tudi pravne varnosti ni. To, da je pa država razpuščena, tudi na pravosodni ravni, pa kažejo recimo besede predsednika Vrhovnega sodišča nedavno. Kažejo besede pravzaprav predsednika Vrhovnega tožilstva. Kažejo nastopi pravnih in sodnic, ki se šemijo enkrat v togo sodniško, drugič pa v pionirske obleke. Torej, da je gospodarsko razpuščena, gospodarsko prepadajoča, da je nezadovoljstvo veliko. To je vse tisto, kar omogoča pravzaprav državljansko vojno. Državljanska vojna ne pomeni nujno, da se koljemo z meči in podobnimi orodji. Državljanska vojna pomeni, da ni pravnega reda in da se nekdo skuša uzurpirati ta pravni red in ga po svoje razložiti. In to se dogaja pri nas. In to je hudič. In to je slabo. Hvala.